Pozdravljeni, jaz sem frizerski mojster Žan in to je moj vajenec. Beni. In jaz sem Laura, zastopnik Herbalkovsa. In to je naša redna stranka, gospa Albina. Pozdravljeni, gospa Albina. Me veseli, da ste se odločili končati vašo peroksidno blond obdobje. Čas je bil, da v življenje vnesete nekaj barv. Na vašo srečo je danes z nami zastopnik nove linije barv Herbalkov. Predlagam, da vam jo kar sam predstavi. Kemični izdelki so preživela stvar, pa še nevarni so. Saj veste, kako je tanka koža na glavi. Manj kot milimeter, pa koliko kapilar ima. Ko na lase nanesete barvo, škodljive substance tik-tak pridejo v krvožilje in raznesejo po telesu. Potem pa imajo onkologi posel, zato pa je tukaj Herbalkov. V našem podjetju rešimo vse težave. No, lastna hvala se podmizovala. Preizkusimo že vaše izdelke. Pomislite na lepoto srakinega perja, črna s kovinsko modro podnoto. To smo imeli v mislih, ko smo iz lišaja ekstrahirali lakmus. Vašim lasem bo podaril čudovit odtenek jajčevca. Nekaj me moti. Posebnost te barve je, da jo lahko v trenutku popravite nianso. Malo limoninega soka. Res zanimivo, malo kisline od sadja in vijolično se spremeni v rdeče. Ali lahko dosežemo še kakšen odtenek? Seveda, kar preizkusite. Gotovo imate kaj, s čimer čistite vtoke polne las. Kako se ti zdi? Imate še kakšno barvo? Pred leti sem našemu direktorju predlagal, da bi pred podjetjem posadili rdeče zelje. Pa se ni strinjal. Zdelo se mu je preveč podeželsko. Raje nasadil lovorikovec. Sčasoma se je ta izkazal za čisto zanimivega. Njegovi plodovi, podobno kot listi rdečega zelja, vsebujejo 15 antocianov. Med njimi prevladuje cianidin. Antociani so topni v vodi. Kopičijo se v rastlinskih celicah. Ko liste ali plodove skuhamo, pa se sprostijo. V kislem okolju so antociani protonirani in rdeče barve. V bazičnem pa so njihove OH skupine deprotonirajo, ker se odraža v spremembi barve preko vijolične, modre in zelene do rumene. Na vpogled sem vam prinesel celo barvno lestvico. Preizkusimo jo na laseh. Moderno ni kaj. Naša Albina dobiva čisto tehno videz, ampak meni so še vedno ljubši topli zemeljski odtenki. Ohoho, tudi za takšne se pri nas najde marsikaj. Poskusite z izvlečkom kane. Uvažamo jo direktno iz Indije in naša je še posebno bogata s pigmentom nasonom. Lase obarva različno, od oranžnih do rjavo-rdečih odtenkov. To pa zgleda že bolj naravno. Lahko barvo še malo potemnimo. Listi indigovca vsebujejo indikan, ki razpade na glukozo in brezbarven indoksil. Ta pa se s kisikom iz zraka oksidira v modro barvilo indigotin. Indigotin skupaj z lavsonom daje čudovit kavni odtenek. Postopek pa traja nekaj ur. Veliko hitreje bo, če si pomagamo s trivalentnimi železovimi ioni. Ti z barvilom iz kane tvorijo stabilen kompleks z lepo poudarjeno barvo. Poizkusimo. Kako se vam zdi, gospa Albina? Kar brez besed ste ostali. In še barva, ki lasem podari zlat odtenek. To barvilo je pa tako posebno, da ga moram kar sam preizkusiti. Bogato je s kurkuminom. Vsi vemo, kako blagodejen je ta za zdravje. Tržišče je polno izdelkov, ki ga vsebujejo, kar pa je navadna goljufija.
Kurkumin namreč ne more prehajati skozi črevesno steno, tako da z absorpcijo v kri ni nič. Poglejte to čudovito barvo. Saj vem, da je barva kurkumina v kislinah kar obstojna, vendar preverimo, če bi dober limonin sok podaril zlat sijaj. Herbalkov gor ali dol. To je čisto navadna zen farbe. Kar očistimo jo. Olala, kaj se je pa zgodilo? Če ne veš, da je kurkumin v bazah rdeče rjav, boš pa še dolgo samo vajenec. Mislim, da bi gospa Albina kljub mavrični preobrazbi želela nazaj svoj prvi videz. Peroksid, prosim. Ojojoj, zdaj pa izgleda kot papagaj, ki smo ga namakali v rekini. Izginimo, dokler je še čas. Že sublimiram. Junaka pa taka, kadar zateje kemija, fizika sigurno še deluje.